Dober dan in prisrčno dobrodošli v Mohorjevi knjigarni. Ja, navdušena sem, da se nas je v teh iztekajočih se adventnih dneh, pravzaprav še tik pred praznikom, zbralo, verjamem, da ljubitelji branja, poznavalci tudi cerkvene misli in pa vsi tisti, ki s praznikom čutimo ne samo kot, če rečemo, največjim tako, ponavadi rečejo družinskim praznikom, ali pa drugim največjim cerkvenim praznikom, ampak poglobljeno tudi torej v smislu vsebine, razlage skozi zgodovino, razvoja praznika in pravzaprav je temu posvečen tudi nocojšnji večer. Atanazij Aleksandrijski, njegovo delo o učlovečenju danes predstavljamo in naj bi bilo pravzaprav tisto prvo delo, ki je v celoti posvečeno vprašanju učlovečene besede in med nas prihaja prav v času, ko praznujemo, obeležujemo tudi 800-letnico, odkar je Frančišek Asiški južno od Asizija pripravil posebno praznovanje Jezusovega rojstva in tudi o tej 800-letnici pravzaprav postavljanja jaslic se v tem času precej govori. Z nami so urednik zbirke Cerkveni očetje, v kateri je knjiga izšla, dr. Miran Špelič, prevajalec in urednik, magister Jan Dominik Bogataj in pa sestra doktorica Alenka Arko. Prisrčno dobrodošli, prijeten večer želim vsem in pa naj nas knjiga tako popelje v sklep adventnega in začetek lepega božičnega časa. Hvala lepa za predstavitev. Da ne bomo izgubljali časa, pred nami je knjiga svetega Atanazija Aleksandrijskega o učlovečenju in da jo bomo lahko malo bolje spoznali, bi šli kar po vrsti. Jan Dominik, kdo je sploh Atanazij Aleksandrijski? Tudi v svojem imenu iskrena zahvala vsem, ki ste prišli in nas dejansko počastili in presenetili s lepim obiskom teh, verjamem, za večino izmed nas zelo napornih oziroma polnih dneh. Mogoče je eno tako zanimivo naključje, da je pravzaprav ta nova izdaja oziroma nov slovenski prevod Atanazija prvi grški prevod v zbirki Cerkveni očetje po nekaj letih in zadnji grški je bil pravzaprav... O tem bom še vprašal, o Atanaziju sem te vprašal. O Atanaziju. Ja, profesor mora biti natančen pri vprašanjih in bivši študent pri odgovorih. Bivši študente smo se naučili, da wikipedijske vsebine se na izpitih ne ponavlja, tako da človek želi en širši kontekst povedati, ampak vsekakor verjamem pa, da mogoče res lik svetega Atanazija ni nam vsem tako dobro poznano, zato tudi, razumem, nekaj biografskih podatkov. Velja za enega v naši zahodni tradiciji, za enega izmed 4 velikih vzhodnih cerkvenih očetov, rečejo mu prvak ortodoksije, tudi v vzhodnih bizantinskih spevih ga velikokrat tako imenujejo, se pravi tistega prvoborca za pravovernost, ker se je namreč nekako res v svojem življenju in pa potem tradicija ga je nekako oblikovala oziroma ga nekako opredelila za tistega največjega nasprotnika Arija. Če je Arij, ta aleksandrijski duhovnik z konca 3. začetka 4. stoletja nekako veljal v tradiciji za hereziarha, se pravi za prvaka med heretiki, je bil Atanazij na drugi strani prvak ortodoksije. Rodi se okrog leta 295 v tedajni seveda izjemno cvetoči, kulturno bogati, lahko rečemo afriški prestolnici Aleksandriji, seveda že nekaj stoletij močno helenizirani in tam postane pravzaprav nekakšen dedič pravzaprav prve krščanske, rečemo, teološke šole ali pa neke celo fakultete, pravzaprav, katere veliki ustanovitelj pravzaprav je bil Origen. S tem, da Atanazij nekako ne nadaljuje povsem
te Origenove misli, ampak v njegovi misli najdemo različne vplive, tako tudi vplive platonizma, vplive tudi origenizma, predvsem pa te aleksandrijske misli v širšem smislu z teologijo o logosu, z močnim stikom z grštvom, kar se potem seveda odraža tudi v njegovi teologiji. Zanimiv je, oziroma znamenit je Atanazij predvsem zaradi tega, po tistem reku morda Atanazius contra mundum, oziroma Atanazij proti svetu, a ne, ker je mogoče tako kot nekaj stoletij kasneje Maksim izpovedovalec, tudi Atanazij v tem burnem četrtem oziroma prvi polovici 4. stoletja nekako kar, včasih se je zazelo res sam stav zoper ves svet, za katerega Hieronim tam po koncilu v Riminiju reče, da se je zbudil svet in nenadoma postal arijanski. Se pravi, zaradi tega tudi petkrat ga doleti izgnanstvo, večinoma najde oziroma išče svoje zatočišče na zahodu. Leta 347 med enim izmed teh izgnanstev praznuje veliko noč celo v nam bližnjem Ogleju, tako da ga imamo lahko tudi mi nekako za našega vsaj bližnjega tako sopotnika. Potem pa se vedno znova vrne na svoj pravzaprav nadškofijski oziroma patriarhalni sedež v Aleksandriji. Zanimivo je tudi, da v luči priprav na 1700. obletnico koncila v Niceji, ki bo čez 2 leti, se pravi leta 325, Atanazij že sodeluje na prvem krščanskem koncilu kot tajnik tedanjega aleksandrijskega škofa, tako da je bil že kot zelo mlad, kot diakon, vpet v te teološke tokove. In po eni izmed teorij to njegovo kratko delo, ki je mogoče najlepše ali pa najbolj dostopno delo Atanazija, ker je najmanj tehnično, nastane že v tistih letih pred samim koncilom v Niceji, ko se pravzaprav ta arijanski spor še ne razplamti v polnosti. Poleg te velike teologije pa je imel Atanazij tudi čut za bestsellerje. Tako, zdaj prihajamo. Samo še to omeni, kateri bestseller je njegov? Se pravi, Vita Antoni, tisto, kar sem želel prej pomeniti. Zadnje grško delo v zbirki Cerkveni očetje, ki izhaja tu pri Celjskem Ohorjevi, je prav tako delo Atanazija, ki ga je že pred kar nekaj leti pripravil kolega klasični filolog dr. David Maurin. In se pravi, Atanazij je po eni strani bil visoko izobražen in pa zelo angažiran teolog, polemik, po drugi strani pa je tako s tem svojim znamenitim življenjepisom svetega Antona pravzaprav tudi nekak začetnik hagiografije, če lahko tako rečemo, oziroma začetnik popularizacije tega, kar se je tam kar nekaj kilometrov južneje od Aleksandrije, pa vendar na istem kontinentu pravzaprav v tistih desetletjih pred njim začelo, to pa je pojav krščanskega meništva. Svetim Antonom kot puščavnikom, kot nekakšnim seveda velikim očetom, vzorom, prvim tem menihom. Hvala. Zdaj pa gremo še na drugo stran. Naslov knjige je o učlovečenju. Kaj je to učlovečenje? To je pa zdaj vprašanje za teologinjo, sestro Alenko. Ja, nam se zdi verjetno to kar jasno, odgovor na tako vprašanje, kar jasen. Zato, ker imamo katekizem, zato, ker imamo določene teološka dela. Vedeti pa moramo, da je bila to ena osnovnih resnic, krščanskih v 1. stoletju, ki v Janezovem evangeliju je jasno napisano, beseda je meso postala, ampak kaj pa to pomeni in kako globok pomen ima to in kako to razložiti. In to se pravi, ni bilo to tako preprosto. In seveda so že očetje pred Atanazijem deloma so morali tudi na to vprašanje odgovarjati, ni pa nobeden tega tako neposredno se lotil, oziroma kot je pater Miran vprašal, kaj pomeni učlovečenje. Dejansko to, da je druga božja oseba postala človek. To se pravi, da je prevzela našo človeško naravo z vsem, kar to pomeni.
In lahko si predstavljamo, kako je bilo to vprašanje pomembno, ne, in da je dejansko teologija tako postavila, bi lahko rekli, pike na i, ne, šele sredi 5. stoletja, to se pravi teološko, to se pravi Atanazij je med prvimi, ki na nek način skušajo spregovoriti o tem in tudi v taki, jaz bi rekla, tako zelo soteriološki luči predstaviti to resnico. Kaj to pomeni za človeka, kaj to pomeni za to, po čemer mi vsi hrepenimo, to se pravi po odrešenju tako duše kot telesa. Ne. Samo pravi Atanazij, ne, samo zato, ker je Bog postal človek, ne, in je prevzel nase človeško naravo, mi lahko upamo, ne, da bomo tudi mi v naši človeški naravi odrešeni. To se pravi, da bomo tudi mi dosegli Boga. Ne. Tako, to se pravi, v duši kot z našim telesom in pri tem seveda krščanstvo misli na vstajenje telesa. Hvala. Ko je Atanazij lotil se te knjige, seveda ni vzel te teme iz nekega seznama, iz katekizma, ampak je to temo izbral zato, ker je z njo hotel nekaj nekomu sporočiti. Ker je bilo to takrat, začutil je, nujno potrebno. Kaj je tisto sporočilo, ki je Atanazija nekako nagnilo, da je začel razmišljati in poglabljati temo o učlovečenju in kaj je s tem delom pravzaprav dosegel? To je zelo dobro vprašanje, ki gre dejansko v srčiko te problematike, tudi te knjige. V uvodu boste videli na kratko opredeljeno, da je pravzaprav to delo, se pravi De incarnatione, zgolj nadaljevanje oziroma drugi del, ki skupaj s prvim delom tvori neko celoto. Prvi del, prva knjiga Atanazijeva je naslovljena kontra oziroma adversus nationes oziroma zoper pogane. In tudi to moramo zelo dobro razumeti, kajti zgolj na podlagi tega konteksta, te zgradbe oziroma povezanosti s tem prvim delom bomo razumeli tudi boljše ta drugi del, se pravi Atanazijevo samo delo o učlovečenju. Je pa res, da se v sodobnih izdajah večinoma oziroma v res veliki večini primerov prevaja predvsem ta drugi del, ker je seveda veliko bolj krščanski, veliko bolj teološki, veliko bolj nekako avtonomen v razvijanju misli. Je pa res, torej medtem ko v prvem delu zoper pogane Atanazij kot nekakšen nadaljevalec tistih apologetov iz 2. stoletja pravzaprav nastopi v sredi, lahko rečemo, še vedno dokaj ali večinsko poganskega helenističnega sveta. In seveda želi nekako ubraniti neko logosnost, se pravi neko racionalnost, racionalnost pravzaprav samega krščanskega verovanja. In zato v prvem delu, podobno kot njegov predhodnik na afriškem kontinentu, stoletje prej Tertulijan, z vsem žarom, vsem tudi z veliko ironije, nekako nastopi zoper pogane, razkrinkava njihovo bogočastje, razkrinkava njihovo teologijo, se pravi njihov odnos do božanstev, njihovo prakso pravzaprav tudi tega, se pravi, religioznega življenja. In na drugi strani potem, se pravi, s tem drugim delom o učlovečenju pravzaprav želi pokazati, kako je ta, seveda, nadnaravni dej Kristusovega oziroma logosovega učlovečenja pravzaprav v sebi tako logosen, tako smiselen, da je pravzaprav razbije vse tisto pogansko obredje bogočastja, ki se spričo tega tako izrednega misterija krščanske vere pravzaprav razblini
v prah, približno tako, kot so v tisti prah zmleli ostanke zlatega teleta. Ne. Se pravi, traktat, se pravi, oziroma tudi delo Atanazijevo o učlovečenju, ni tak traktat, kot bi ga mogoče pričakovali na prvi pogled, kot bi ga recimo zapisal kak srednjeveški scholastični teolog, ko bi si rekel prvič, ne, kaj je učlovečenje, drugič, kdo se je učlovečil, tretjič, kako se je to zgodilo. Ne. Ta traktat je pravzaprav paradigmatično razumevanje učlovečenja, logosovega učlovečenja, ki postane pravzaprav temelj ali pa zaobjame pravzaprav celotno kristično skrivnost. Lahko rečemo, mislim, da je von Balthasar govoril o Entösterlichung der Theologie, se pravi, da pravzaprav teologijo po svoje najprej razvelikonočimo, da včasih se sredotočamo na odrešenje, na naše doživljanje odrešenja zgolj prek Kristusovega trpljenja, darovanja smrti na križu in potem stojenja. Ne, patristična teologija govori o dejansko nekem holističnem dojemanju Kristusove skrivnosti in na podlagi tega lahko tudi razumemo tudi zgodne krščansko ikonografijo, kako je učlovečenje, rojstvo pravzaprav že tudi hkrati seveda napoved Kristusovega trpljenja. Ta logos, ki je postal meso, je pravzaprav postal meso, seveda, zato da bi na koncu umrl, daroval življenje in človeka obudil k prvič atanaziji, se pravi nesmrtnosti, in pa aftarsiji, se pravi nerazpadljivosti. In ta celoten cikel je pravzaprav tisti miselni temelj, ki ga ima Atanazij nekako v ozadju, ko se loti pravzaprav opisovanja učlovečenja. In tukaj mogoče lahko upozorim že na naslovnico, ki je sicer ena miniatura vzeta iz enega znamenitega bizantinskega menologiona, Bazilija II., ampak boste videli Kristusa povitega pravzaprav na oltarju, te jasli postane pravzaprav že oltar križa in kako je že v evangeliju, te cunjev, oziroma plenice, v katerega je Marija povila, že zgodaj v 4. stoletju v krščanski ikonografiji pravzaprav postanejo tisti prtiči in povoji, v katere je bil Kristus položen v grob. Gre za to, da so kristjani res, se mi zdi, v antiki veliko bolj razumeli to celostnost krščanskega misterija. Zato tudi se sam praznik Božjega učlovečenja Božiča, kar praznujemo ponedeljek, pravzaprav razvil, rečemo, relativno pozno. Najprej bil prisoten predvsem praznik Epifanije, razglašenja, se pravi, o čemer smo pravzaprav začeli to repliko. Razglašenje tega logosa Boga v mesu vsem narodom, vsem poganom. Šele potem v 4. recimo oziroma 5. stoletju pride tudi do tega, da se posebej spominjamo Kristusovega rojstva kot takega, kot ga opisujeta Luka in Matej. In vendar je potreboval Atanazij tudi Arija na neki način, da mu je dal spodbudo, svojo deviacijo, svojim netočnim, nepravilnim razumevanjem učlovečenja, da je šel v to razlaganje. To je zdaj veliko vprašanje, ker namreč, ko smo že rekli, Atanazij je veliki borec zoper arianizem. Če zelo posplošimo arianizem, še ena wikipedijska sinteza. Arij razumeva Kristusa kot nekakšnega, seveda kot Boga, ampak recimo temu Boga z malo, v neki stopničasti perspektivi recimo. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. Se pravi, da je pravzaprav s tem, da ko je krščanskem razodetju rečeno, da je Kristus rojen, je to za Arija pomenilo, da je že Bog nižjega ranga, kot je Bog Oče, ki nekako rojeva. Seveda Atanazij in potem vsa ta nicejska ali pa recimo temu katoliška struja se temu upre, zato tudi imamo v veroizpovedi rojen neustvarjen, ampak to hkrati pomeni, da je enega bistva z očetom in ta homouzion je potem, oziroma ta enobistvenost je potem tista Atanazijeva, recimo bandera, čeprav sam zelo redko ali celo nikoli ne uporablja tega termina, ampak nekako zagovarja seveda Nicejo. Zakaj je potreboval Arija? Ja. Jaz mislim, da ga je potreboval, da je lahko, Arij mu je dal en tak dober
Je bil katalizator na neki način, negativni katalizator. Res je, da v tem delu, ne, to sem želel povedati, se pravi, čeprav Atanazij velja za, se pravi, tistega zastavonoša boja zoper arianizem, v tem delu pravzaprav niti ne srečamo niti ene omembe arija, niti ene omembe tega problema, kaj šele kakšne daljše tematizacije tega problema. Zdaj, razlagalci si tu bijejo glavo in dejansko iščejo mogoče vzroke za to v dveh linijah. Eno, če bi bil tekst dejansko napisan že v letih pred Nicejo, se pravi tam okrog 317 do 20, kar bi pomenilo, da bi ga napisal en tak mlad teolog, kot sem bil še sam, recimo pred 3, 4, 5 leti. Ne? In tisti, ki me malce bolj poznate, ali pa ki poznate dobro sebe podobno, veste, da pri 25 človek težko napiše svoj capo lavoro, ne? Se pravi, marsikdo tudi, ampak številni strokovnjaki ravno v te teoriji ne verjamejo in dejansko postavljajo to letnico veliko kasneje. Dejansko datacija je eden izmed osrednjih problemov, ker težko najdemo odgovor. Zakaj tukaj on ne omenja arija, je dejansko ostaje vprašanje. Učlovečenje je bil očitno takrat en tak ključen pojem, ki ga je Atanazij razvil z arijem ali proti ariju ali brez arija, ampak ali je to tudi pojem, ki je pomemben v današnjem oznanjevanju, v današnjem teološkem govoru? Ali je zapostavljen, ali je pretirano uporabljen? Kako se ti zdi? No, jaz bi najprej rekla to, da meni se zdi, ko sem prebirala to delo, da je ena velika kontinuiteta prvič z Pavlovo teologijo, in to se pravi sam Atanazij v tem delu citira tisti odlomek iz prvega pisma Korinčanom iz 15. poglavja, in potem se vedno vrti okrog teh pojmov, tako kot je Jan Dominik že omenil, to se pravi nerazpadljivost in nesmrtnost. In recimo ta paradigma ali pa ta vzorc, ki ga Pavel v teologiji, to se pravi v pismu Korinčanom, ko se na nek način upirajo tej resničnosti vstajenja, in on potem celo poglavje posveti 15. prvega pisma prav tej zadevi, je imelo zelo močan odmev v patristični teologiji. Recimo tudi pri Ireneju. Irenej tudi razume odrešenje prav kot doseženje, ne samo, ampak tudi kot doseženje neke, to se pravi nerazpadljivosti in nesmrtnosti. Zdaj, danes, kaj teologija o tem govori, morda bi morala govoriti več o tem. Mi moramo vedeti, da patristična dela niso nastala zato, ker se je nekdo usedel zjutraj za pisalno mizo in je rekel, zdaj bom pa napisal traktat o učlovečenju. Ampak so ta patristična dela vedno odgovor na določena pereča vprašanja ali morda celo herezije, čeprav recimo tukaj ni omenjena herezija arija, ampak vemo, da je bilo v zvezi s Kristusom kar nekaj herezij, oziroma nekih takih napačnih miselnih tokov, pa mogoče potem tisti največji bo šele prišel po tej knjigi, in sicer recimo z Apolinarjem in potem še kasneje, vemo, kako je bilo težko na nek način različne linije kristološke uskladiti. Tako da jaz mislim, da jaz zmeraj občudujem očete zaradi tega,
ker oni so res odgovarjali na konkretne in zelo nevarne zadeve, ki so se pojavljale v takratni družbi. Ne vem, če mi danes smo toliko akutni in toliko pozorni, tudi teologi, na določene stvari, mogoče kakšne moralne ali pa kakšne, ki res tako nas ošvrknejo, ne. Medtem ko recimo ena pozornost na to, kaj se pa nekje v globini dogaja oziroma kaj so pa recimo vzroki, da se določene čudne stvari pojavljajo, ne. Saj danes tudi govorimo o različnih herezijah, ne. In se mi zdi, da morda res premalo se zavedamo, kaj pomeni učlovečenje, konkretno, realno, ne. In kako je to bistveno tudi za našo vero. Najlepša hvala. Ali se ti, ko si to prevajal in pripravljal spremno besedo, ali se ti je zdelo, da katere od tehle tem še posebej nagovarjajo današnji čas? Hvala. Najprej mi dovolite še 2 besedi o samem nastanku oziroma genezi knjige. Pred kakšnim letom me je naš provincialni minister, pater Marjan Čuden, prosil, da bi kot še povsem zelen, ne, zadnji najmlajši v provinciji pripravil duhovne vaje za brate. Ne. In to je seveda, veste, da je najtežje pridigati znotraj hiše. Ne. Močno potrjujem. Potem sem pogledal malo, kakšne obletnice pravzaprav, oziroma v strani vodstva reda smo bili spodbujeni, da se letos posebej posvetimo 2 obletnicama. Ena je 800-letnica potrditve Frančiškovega vodila, druga pa je, kot smo že prej slišali uvodoma, se pravi 800 let prvih, recimo temu, živih jaslic, se pravi dogodka Frančiškovega božiča, dogodka v Greču. Ampak sem takrat rekel, o jaslicah in o tej etnologiji vam bo kakšen drug bogataj, ki je bolj pametno povedal, ne. Jaz bom pa dejansko skušal pogledati pri naših virih naše teologije duhovnosti, zato sem pravzaprav prišel do tega traktata, ki tako velja za nek tak začetek bolj sistematičnega razmisleka o res tem učlovečenju. No in če sem že zdaj omenil to povezavo z recimo to zgodnjo frančiškansko intuicijo, bi lahko nadaljeval, če moram izbrati eno temo, pa bi do tistega zaključnega citata oziroma o teoze oziroma pobožanja prišli potem še morda v nadaljevanju, bi izbral temo pravzaprav iskanja motivov za samo učlovečenje. Tipična srednjeveška scholastična tema. Recimo, pri čemer se naša frančiškanska teologija v tem primeru prvakom Duns Scotom loči od recimo veliko bolj razširjene tomistične teologije. Tomistična teologija na vzoru že na temelju Avguština in potem Anselma odgovarja na vprašanje cur deus homo, se pravi, zakaj je Bog postal človek, predvsem v smislu neke reparacije tistega Adamovega greha. Samo Bog, ki je človeka, ki je grešil, ustvaril, je lahko pravzaprav po tem človekovem grehu tudi popravil svojim učlovečenjem to nastalo situacijo po Adamovem grehu. A ne, tudi danes, če vas bi vprašal, zakaj se Bog mora učlovečiti, bi rekli, ne, da bi zaradi našega odrešenja, da bi zaradi našega greha, da bi nekako popravil to človekovo naravo. No, medtem ko frančiškanska linija, se pravi predvsem Duns Scot, in pa seveda tudi že prej, našel sem en fragment Izaka Sirskega iz 7. stoletja, potem pa tudi bomo videli en deloma že v Atanaziju, že Irinej, tako, goji drugačno razlago, oziroma recimo temu dopolnjujočo razlago. Pri katoliški teologiji vedno govorimo o principu et, ne pa out, se pravi in eno in drugo, skupaj nekako bolje osvetljuje celoten misterij. No, Duns Scot pravi, ne, dragi Tomaž, to je popolnoma nemogoče in nedostojno Božjega uma, Božjega načrta. Kako je lahko učlovečenje, en tak čudovit, en izmed največjih božjih dejanj, zgolj nek rešilni načrt? Kako je lahko človekov greh pogojuje
neskončno in absolutno božjo pravičnost. A ne. In tudi sam moram reči, da je pravzaprav to vrsten razmislek tudi meni veliko bližje. Ne. Scott bo rekel obratno. Učlovečenje bi se zgodilo tudi, če ne bi bilo človekovega greha. Kar bi bilo za nekega trdnega tomista popolna blasfemija. Ne. Recimo, če sem malo schematičen. Se pravi, učlovečenje je najvišji dogodek, najvišje dejanje božje ljubezni in bi v vsakem primeru, kajti ves svet je bil pravzaprav ustvarjen za to, da pride do učlovečenja, ker je že Pavel govori o tem, kako je vse v luči Kristusa ustvarjeno. Ne more biti Kristusov dogodek učlovečenje besede je pravzaprav zgolj nek zasilni načrt. Ne. No in potem sem skušal tudi pri Atanaziju pogledati s temi srednjeveškimi skolastičnimi očali, brati ta tekst. In je pravzaprav dva odlomka sta zelo zanimiva, samo enega bi tukaj prebral. Kaj bi Atanazij rekel? Kakšen je bil dejansko motiv za božje učlovečenje? Sam sem, mislim, da bo v kratkem tudi objavljen članek, skušal nekako priti do dvojnega odgovora. Po eni strani, da vam že razodinam, preden preberem odlomek. Na eni strani, ja, gotovo, tudi zaradi človekovega greha, zaradi našega zveličanja, odrešenja, kot bo to Atanazij tolikokrat ponavljal, tudi v nicejsko-carigrajski veroizpovedi to ponavljamo. Po drugi strani pa tudi iz božje same človekoljubnosti, on reče iz božje filantropije in dobrote se je pravzaprav prišlo do učlovečenja. Se pravi, po eni strani ja, zaradi človekovega greha, kot bomo sedaj slišali, po drugi strani pa tudi zaradi božje dobrote. In on pravi takole, ko namreč govorimo o pojavitvi odrešenika med nami, moramo nujno govoriti tudi o izvoru ljudi, da boš vedel, da smo mi razlog profazis njegovega spusta in da je naš prestopek priklical Logosovo človekoljubje, da je Gospod tako pohitel na pomoč in se pojavil med ljudmi. On pravi, mi smo bili vzrok, hipotezis njegovega utelešenja in zaradi našega odrešenja je ravnal tako človekoljubno, da se je rodil in pojavil celo v človeškem telesu. Se pravi, jaz vidim pri Atanaziju še dejansko veliko bolj povezano teologijo. Drži on oba dva konca nekako še skupaj. No, vsaj tako je moje recimo, mnenje pri enkratnem, oziroma po prevajanju in pa kratkem ukvarjanju s tem delom. Hvala. Midva sva patrologa in sva lahko pristranska v svoji zaljubljenosti v cerkvene očete, ker se z njimi ukvarjava. Alenka, doktorica Arkova, je dogmatičarka in obvlada vso teologijo od začetka do danes in lahko dosti bolj nepristransko gleda na tele tekste. Pa bi mogoče čisto, kako gleda, kakšno vlogo imajo patristični teksti v današnji sodobni teologiji? Zakaj jih teologi sploh opazite in berete? Ja, prvič mislim, da so bili to tisti teologi, ki so se prvi na nek način soočali z Božjo besedo, svetim pismom in so želeli svojo teologijo razvijati ne z nekimi ne vem, abstraktnimi kategorijami, kot se je potem mogoče kasneje dogajalo recimo v sholastiki, ampak da tisto, kar je bilo za njih izziv, je bila Božja beseda. In se mi zdi, da sploh po drugem Vatikanskem koncilu je sam koncil, in zdaj bomo kmalu praznovali tudi 60-letnico koncilskih dokumentov, zato je to tudi ena pomembna stvar, so upozorili očetje koncila, da teologijo je potrebno graditi na Božji besedi in na cerkvenih očetih. In dejansko vidimo, da sam koncil to dela in ne uporablja recimo scholastične terminologije. Po drugi strani pa pol vidimo tudi eno tak, ne vem, neko prenovo ali pa vsaj poskus prenove, pa tudi recimo izdajanje patrističnih del, knjige, ki recimo, jaz se spomnim, ko sem jaz pisala pred 30 leti skoraj,
moj doktorat, ne, to je bila cela poplava doktorskih dizertacij, ki so govorile o pobožanju. Ne. To se pravi, ne vem, pri Ireneju, pri Dioniziju, pri Gregorju Niškem. Ne. To se pravi, je bilo ena taka prebuditev, zato ker se je začutilo, da je tam verjetno ena sveža misel, posebej se mi zdi recimo pri vzhodnih očetih, ne, saj verjetno Avguština smo tudi že bolj poznali prej, oziroma ga je teologija že bolj upoštevala in je šla zelo v tej smeri, ne. Je pa ta vzhodni, na nek vejanje vzhodne teologije, ne, odprlo veliko novih perspektiv in recimo, če pomislimo samo na take velike teologe, kot je bil recimo von Balthasar, on je prvo svojo knjigo, ki jo je napisal, je bila posvečena Gregorju Niškemu, ne. Recimo Delubak se je ukvarjal z očeti, ne, Danielu in tako, ne. To se pravi, to so taka velika imena, ki so našla tukaj pač neko inspiracijo. Tako da jaz mislim, da je to eno področje, kamor se je vredno vračati. In zato, ker ste tudi vi sem prišli, ker vas te stvari zanimajo, bi tudi vam dal nekaj besede. Če imate kakšno vprašanje za moja sogovornika, kar izvolite. Ja, idi, prosim. Hvala lepa. Jaz bi vprašal, glede naslovnice, to bo vsak najprej pogledal, a ne? In že naslovnica prebuja domišljijo, a ne? Nisem še prebral komentarja te naslovnice, ampak jaz sem pa takoj pomislil na tega Jezusa v jaslih, a ne? Zraven sta oslek in volek. Vidimo, da gre za betlehemske jasli, ampak hkrati, da gre za žrtvenik. In jaz sem takoj pomislil na Izaka, ne? Ki je bil tudi zvezan na oltarju. Tak, mene so tile povoji najprej spomnili, da je bil Izak zvezan. Torej prvo vprašanje, cerkveni očetje to primerjavo gotovo imajo, ne? Ampak a bi jo lahko tudi tukaj uporabili, saj vemo, da je umetnost večplastna. No, in pa potem spodnja slika, vidimo, da tukaj babica novorojenca umiva, ne, v vodi, ampak tale ni kotu, ampak je kar kamniti, skoraj več, imamo kar občutek nekega krstnega kamna, a je potem se pri cerkvenih očetih pojavi to, a ne, da je že ob rojstvu on naznanil krst. Hvala, še naprej. Hvala, pater Ridi, zelo zanimivo. Absolutno tukaj mislim, da tudi v teologiji veliko premalo pozornosti namenjamo ikonografiji ali pa umetnosti nasploh. Že zgodnja krščanska umetnost skriva v sebi ogromno simboliko. Seveda lahko tudi vidimo Izak, absolutno. Izak je kot nek prototip pravzaprav Kristusa v vsakem primeru. Medtem ko glede krsta lahko prav tako razmišljamo, ja, ker niso praznovali kristjani najprej Božiča, ampak so pravzaprav praznovali Epifanijo. Ne? Epifanija je pa blizu, krst pride takoj za Epifanijo, ne? Pravzaprav dogodek razodetja Kristusa pravzaprav vsemu svetu. Ne? Kristus ni prišel zato, se ni rodil v Betlehemu zato, da bi mi praznovali Božič. Ne? Kristus, če boste brali knjigo, vam bo jasno, zakaj provociram s tem. Kristus, ne bom povedal, kaj si jaz sam mislim o tem, zakaj je prišel na svet. Mogoče boste našli kakšen odgovor tukaj, ampak recimo še ena druga provokacija te knjige, ali pa provokacija, ki mogoče ta knjiga nam lahko pomaga k malo razbitju teh naših mogoče ustaljenih vzorcev mišljenja, tudi čustvovanja in naše duhovnosti, tudi mogoče liturgičnega obhajanja. A ste kdaj pomislili, da pravzaprav ni čisto samoumevno, da imamo na eni strani opis rojstva Jezusa Kristusa
kot takega v dveh sinoptičnih evangelijih in po drugi strani, kot smo že na začetku tudi rekli, se pravi 14. vrstico Janozovega prologa, ki pa govori o tem, da je logos sarx geneto, se pravi logos postal meso. Ne? Kdo je tukaj naredil enačaj med tema dvema pripovedima? Ne? Ni tako samoumevno, da pravzaprav, ko praznujemo rojstvo tega našega odrešenika tam v hlevu, pravzaprav v njem vidimo tisto besedo Boga, tisti smisel, po katerem je bilo vse ustvarjeno. In to je bilo pravzaprav delo teh prvih teologov. A ne? Danes imamo, seveda, kot smo že tudi prej slišali, že katekizem, liturgične knjige, približno neko ustaljeno tudi homiletiko, kaj se spodobi pridigati na Božič, kaj se spodobi pridigati zdaj. A ne? Ko beremo te tekste, nas predstavijo v tisti čas, ko vsega tega seveda še ni bilo. In pravzaprav je, mislim, da zelo koristno včasih, da ne bi nekako zaspali v nekih morda preveč ustaljenih vzorcih tudi današnjega krščanstva, ampak da bi nas te teksti vznemirili, da bi to tudi naše krščanstvo, mogoče tudi to živeto krščanstvo, tudi potem v bogoslužju živeto krščanstvo postalo malo bolj živo, bolj osebno, vsakič globje in vedno novo. No? Se mi zdi, so te teksti lahko prvovrstna priložnost. Gotovo težko rečemo, da so namenjeni celotnemu krščanskemu vernemu ljudstvu, ker mogoče celo za večino ljudi bodo rekli, zahtevajo neke teološke priprave. Ampak po drugi strani pa, tudi ko so bili napisani za točno določeno, torej zato, da bi bili razumljeni in brani. Ne? In zato jaz verjamem, da tudi če se nam zdi težko, stran po stran, mogoče odstavek po odstavek, zahtevajo ta close reading, se pravi to pozorno branje, ampak mislim, da če investiramo ta trud, da se vedno izplača. No? Iskrena hvala. Včeraj zvečer smo imeli v Celju en tak, sicer bil preprost mohorski večer, ki se pa je izkazal za zelo domovinskega, tudi državni praznik bomo kmalu praznovali z Tonetom in Jernejem in Rokom Kuntnerjem. Na podoben način smo rekli, ne, da državnega praznika nikoli več ne bomo doživljali na enak način, kot smo ga doslej, po vsem, kar smo včeraj lepega na proslavi doživeli in o prazniku slišali. In podobno bi lahko rekla o nocojšnjem večeru. Mislim, da bo letošnji Božič, doživljanje, praznovanje tudi zaradi vsega, kar ste danes vsaj malo načeli, pa o čemer smo se pogovarjali, nekoliko drugačen ali pa bolj poglobljen ali pa bolj razmišljujoč. Tako da za to lepa hvala. Vse drugo pa vas in nas seveda čaka v branju te knjige. Seveda lepo povabljeni tudi danes v nakupu po nekoliko ugodnejši predstavitveni ceni. Sicer pa z besedami Atanazija Aleksandrijskega seveda. Ne? Kristus je Bog, Božji logos in Božja moč. Medtem ko človeške stvari prenehajo in Božji logos ostaja, je vsem jasno, da kar preneha, je začasno, da pa je tisti, ki ostaja Bog in pravi Božji sin, edinorojeni logos. Blagoslovljene božične praznike. Naj kljub temu, da smo se pogovarjali o globoki teološki vsebini praznika, nekaj romantičnosti vendarle ostane. Naj zasvetijo luči in naj svetijo tudi v novo leto. In pa seveda vedno znova dobrodošli tudi v celjski Mohorjevi knjigarni in družbi.